Na Vačah so pripravili tržni dan in bilo je kaj videti. Predvsem je to naša slovenska veselica, ki je pripravljena na drugačen način. Znotraj tega je skrito veliko tistih etnoloških drobcev, zaradi katerih lahko rečemo temu našemu podeželskemu prostoru tudi lahko rečemo kuhinja kulture. Ostaja nekaj, kar smo bili, se nadgrajuje in življenje postaja lepše. Vsebina tega življenja je lahko lepša. Saj so tam na Vačah odprli tudi nekaj, čemur so rekli na udo. Pa se nisem spomnil, zakaj, ampak tudi pri nas smo rekli, ko smo konje peljali na vodo, da so se napili do sitega vode, smo rekli, na udo jih ženemo. In prav tako so tudi tam uporabili to dikcijo. Ja, v Sloveniji je poznana, pri njih pa na nekakšen način zaznamovana, predvsem v tem pravem pomenu besede, saj so bili poleg tudi tisti, ki o etnologiji veliko vedo. No in pogledali bomo, kako je bilo na Vačah. No, vaški tržni dan je bil pravzaprav nekaj, čemur lahko rečemo sinergija kraja z vso okolico. In če bi želel biti, tako kot se pravi, etnološko in bi moral razmišljati na drugačen način. Namreč, če je trg, so ljudje, ki živijo v trgu, tržani. Tako je rekel dr. Vito Hanzler in tu bi morali poskrbeti predvsem za to, da bi te dikcije, ta imena dobila prav krajevni značaj. Ampak to s kmetijstvom nima kakšne velike veze. Rad bi rekel samo to, da ko sem gledal to malo vasico na Vačah, ki je center te naše Slovenije, ko sem se oziral po lepotah in po kulturno-zgodovinskih znamenitostih, tudi o morju govorijo pri njih, pa mi je bilo predvsem meni, kmetu, zanimivo to, da v teh krajih, v teh bregovih še vedno živijo kleni ljudje, ki imajo izjemno lepo obdelana polja, ki poskrbijo za to, da se še vedno prideluje nekaj, čemur rečemo lahko hrana in pomeni strateško pomembno surovino za preživetje v takem kraju. Res, da je mogoče znotraj tega tu in tam kaj manj možnosti za samo kmetovanje, ampak vendarno ljudje s tem kmetijstvom v tem kraju živijo. No in ko so pripravljali vse skupaj, se mi je zdelo, da je tisto najpomembnejše, zaradi česar so se dobili, projekt, ki so mu rekli voda, torej voda. In v tem času, ko je suša v tem našem slovenskem kraju, se mi je zdelo, da je ta voda pri njih še nekaj močnejša, še nekaj bolj pomembna. Predvsem lotili so se je, preden smo sploh vedeli, da bo v teh naših krajih prišlo do takšne suše, ki je danes lahko recimo temu že problem preživetja. No in ta projekt je združil krajane, da so svoje periščnik pravzaprav uredili na nov način, mu dali nek smisel in pravijo, tu se bomo srečevali ne samo zato, da bomo oprali perilo, ampak predvsem se bomo srečevali zaradi kulturnih dogodkov, ki so v tem našem kraju in dajo tem našim krajem pomen. Mi bi zelo hitro, kje druge v tem našem okolju, pripeljali kaj tujega in se zadovoljevali z nekimi tujimi firmami. No, tu na Vačah pa spremljam že par let delovanje žensk v tem kraju, ki pravijo, to naše domače, to je tisto najbolj izvirno. In recimo tako perišče urediti je bilo nekaj, čemur lahko rečemo pozdrav slovenstvu, pozdrav našemu izročilu. In vsi, ki so bili poleg tudi predsednik države, so se strinjali s tem, da je to pravzaprav veliko delo. No in preden gremo naprej, bomo poprašali predsednico društva žena, pravzaprav o tem, kako, na kakšen način se je vse skupaj začelo. Ja, letošnja prireditev ima naslov Trški dan na Vaškem dnevu. Letos članica Društva žena in deklet praznujemo 20 let delovanja.
20 let od tega, kar smo začeli z društvom žena in deklet Vače, in vsako leto ohranjamo en del kulturne dediščine in letošnja tema je Trški dan na Vaškem dnevu. Željo, da smo obnovili tudi Udo, skupno oporišče, v bistvu tudi s pomočjo krajanov in pa z občino Litijo. No, če bi sam tako gledal praznike, ki jih pripravljajo naše pridne ženske po podeželju, bi lahko rekel, da mi je od vsega najbolj v spominu ostala razstava jedi. Tu znotraj je bilo videti, prvič sem videl, bi lahko rekel, tisto, kar je izvirno domače, kmečko in potem že v prenešenem pomenu besede postavljeno na nekoliko drugačen način, na sodoben način. No, lahko bi rekel, da ima mogoče gospa Reboljeva tu, ki je učiteljica na gostinski šoli v Ljubljani, kaj zraven, ampak najbrž da ne, vprašal pa je tudi nisem. Skratka, razstava sama je bila tematsko zasnovana tako, da se je sleherna od žensk iz teh Vač in okolja hotela in želela predstaviti. Prikazala je tisto, kar ima najrajši. Tematsko sama razstava ni bila posebej usmerjena, ampak zdelo se mi je tako, kot da bi mame želele pokazati, s tem posladkamo tiste, ki jih imamo najrajši. No in ta razstava je pravzaprav šla od piškotov pa vse tja do kruha, preko potic, zraven vsega tega pa so se pokazali tudi še na drugačen način. Klekeljarica, ki pravzaprav na Vačah nima kaj iskati, je pridno učila in pokazala vsem tistim, ki so želeli kaj slišati o klekljanju, kako in na kakšen način se to dela. Pa je bila potem tam zraven so štrikale, zraven je bila tudi skoraj da prava mala domača apoteka, ki so jo prikazale in kako bi drugače, saj na tej razstavi drugače ne more, kot vse skupaj morajo te mame, te pridne ženičke, stare mame prenesti na mladi rod in prav zaradi tega so vkomponirali v celoten projekt tudi razstavo slikic v osnovni šoli in vrtcu, ki je bila postavljena, lahko rečemo, na temo voda. In vse na vodo, vse kako, na kakšen način so otroci doživljali ta vodnjak, istočasno pa seveda so prišli tudi na ogled te razstave teh izdelkov, najprej svoje slikice, potem razstavo izdelkov in tu gre za sinergijo, ki ni para, predvsem v tem pedagoškem razvojnem smislu. Prav zaradi tega se mi je zdelo pomembno, da omenim ta praznik, ker na tak način se pravzaprav skozi nekaj, kar je eminentno v nekem določenem prostoru, ohranja tisto, čemur rečemo lahko tradicija. No in poslušajmo predsednico naprej. Predvsem nam je cilj združiti vsa društva, kateri so v kraju, družiti se tudi z krajani in to, kar delamo ženske na Vačah, članica društva žena in deklet Vače, je v bistvu povezovanje ljudi, druženje, vsako leto drugačno temo in letošnjo temo, ki smo se izbrali, sem rekla Trški dan na Vaškem dnevu, smo želeli tudi obuditi jedi, katere so se kuhale in se še kuhajo na Vačah in pa okoliških vaseh. Med drugim je bilo ušena zelje, potem ješprenj s klobaso, telečja obara z ajdovimi žganci, kislo mleko, kravi sirček in pa potem krompirjeva solata s kranjsko klobaso. To se vse dobi v šotoru, pod šotorom, ker nam je žal dež ponavajal, tako da je tudi zaradi tega tudi malo manj ljudi. Ja, to je tisto, čemur lahko rečemo kar direktno iz razstave na samo veselico. Ko slišimo besedo veselica, je mnogi ne poznajo, ampak kaj je bilo tisto ta glavno? Da niso bili na veselici samo čevapčiči, ampak da je bilo tam na veselici nekaj našega izvirnega. Ne bom rekel, da je kranjska klobasa in sinonim, za katero so se tudi na tej prireditvi veliko pogovarjali, kako je sprla Slovence in še sosede zraven, ampak da so te jedi izvirno narejene doma in prinešene na veselični prostor, sedaj jih vidite, kako izgledajo in da je povpraševanje po njih bilo dokaj zadovoljivo. Ne po mojem okusu preveč, ampak kljub temu so mnogi povprašali tudi po teh jedeh, predvsem tisti, ki so na Vače prišli. Domačini pa tako in tako te jedi poznajo. No in predsednica? Samo domače jedi so,
in ker smo želeli, da pač na ostalih veselicah so pač čevapčiči, kotleti, ražnjiči, mi smo pa tokrat šli en korak naprej in smo rekli, da bomo enkrat brez teh jedi postregli našim gostom, našim obiskovalcem, ki pridejo na našo prireditev. Kot sem že rekel, brez otrok ne gre in razstava, ki smo jo že pokazali v priliki razstave samih jedi, se je nadgradila tudi v krasno, bi temu lahko rekli, zvočno kuliso nečesa, kar s kmečkostjo nima nobene veze. Pa vendar gre za vrhunsko recimo glasbo, ki jo negujejo v tem okolju. Sej ne more biti vse samo staro, tudi novo in tisti, ki zna kaj tako novega zaigrati, zna tudi tako kot te dve mladi dekleti igrati tudi kaj domačega, kaj ne? Otroci iz osnovne šole so pripravili razstavo, prav tako je razstavo pripravila tudi vrtec Sonček iz Vač, potem sta še dve učenki osnovne šole Vače zaigrali na violino in pa blokflavto, otroci iz vrtca Sonček so pa zapeli pesmico in pa eno odštevanko. Ja, takrat, ko razmišljamo o naših prireditvah na vasi, bi znotraj njih lahko utkali marsikakšno zanimivost. Spomnimo se jih iz tistih prejšnjih veselic, kjer so poskušali z igricami popestriti pač pomanjkanje glasbe. Danes je le važno, da je močno ozvočenje in da se vse skupaj dobro sliši. Ljudje pa, ljudje nekaj časa to poslušajo, potem pa se spomnijo, da imajo tega doma dovolj in grejo domov. Če pa se znotraj tega uredi kakšna prireditev, bog ne daj, kot temu lahko rečemo, vaško gledališče, domače, Kolenčevo menda, bomo še slišali o tem. Potem pa videl sem, da so ljudje prav tako pili, se pogovarjali, se zabavali in seveda prisluhnili tudi, če je bila igra močna. In ta igra tega gledališča je bila izjemna in lahko rečem, da je predvsem popestrila, kot se temu rečemo, dolgčas v šotoru. Bila je drugačna, gostje so poslušali, ljudje so se lahko zabavali, predvsem pa spomnim se je še danes, kdo je igral na tej prireditvi, zagotovo ne. No in poslušajmo par besed. Še za pitja na bo. Pa takšen lep kord si naredil, Košvata. No, lep ga je naredil, zdaj bi še več naredil. Sam še bila voda, pa vič, da jo ni. En dan drža, to ni nič. Ja, kar treba, na udo bo treba kar merkat. Ja, samo za nas bo. Glejte, da se ne bo trošali za kaj drugega v komu drugmu. To je bila po tej ajteološki pravljici gospoda Jožeta Sevlaka, domačina, in družinsko gledališče Kolenc je to igro priredilo in je tudi danes uprizorilo na samem odru pod šotorom. Da pa priprava take prireditve ni kar tako potrjuje, da sem na prizorišču vzrl dr. Vita Hanzlerja, ki vedno prisluhne takrat, ko so pomoči potrebni tisti, ki dobro mislijo o ohranjanju etnološke značilnosti tega našega podeželja. Predvsem je veliko razmišljal o tem, da bi morali znotraj našega poimenovanja nekih določenih zaselkov obuditi trg. Namreč trg ni sinonim za nekaj. Imamo recimo vas mogoče, mesto, še trg pa ne. In no ja, o tem mogoče kaj, da je drugič. Sam dr. Vito Hanzler pa je ob tej prireditvi rekel naslednje. Društvo žena in deklet je bilo ustanovljeno leta 1992, torej praznuje 20-letnico sodelovanja, iskrene čestitke. In že 20-tič pregreje tudi vaški dan. 20-letnika tako društvo se je razvilo v imenitnega nosilca oživljanja in ohranjevanja osnovne in osnovne dediščine. Njihove pobude so neprecenljive za trg Vače, krajevno skupnost Vače, občino Ljubijo in Slovenijo. No, na samo prireditev pa je prišel tudi sedajšnji predsednik države,
gospod Türk, in dejal naslednje. Čestitke vsem, ki pripravljate te pomembne prireditve, vaške dneve, ki na tako zanimiv način predstavljajo našo kulturno dediščino. Ko sva z mojo soprogo Barbaro videla vaše vabilo, sva se v ekipu odločila, da prideva pogledat. Kajti 20 let vztrajnega dela, to je lep dosežek. Tako predsednik, zraven pa je seveda prišla tudi predsednica, slovenska predsednica, žena kmetic, ki je ob tej priliki društvu za visoki jubilej podelila priznanje, ob tem pa prebrala tudi vers iz tega priznanja. Zanimiv je. Čeprav nam je veliko vzveto, veliko ostaja. In čeprav sedaj nimamo tiste moči, ki je nekoč premikala nebo in zemljo, smo, kakršni smo, z enakim junaškim srcem, ki sta ga oslabila čas in usoda, vendar z močno voljo, da bi se borili, iskali, našli in ne popustili. Nobeno priznanje ni dovolj za trud in delo na tem našem podeželju, na kmetih, bom temu rekel, ali pa za življenje v tistih vačah, v tem trgu. Pravzaprav plačilo je lepota tega življenja znotraj samih takih naselij. Vse, kar se dogaja, je pravzaprav plačilo v tisto podzavest, v tiste temne kotičke takrat, ko smo sami in razmišljali o tem, kaj in vse smo postorili. Meni se zdi, da je pravzaprav plačilo tudi pridelek na polju, pa vendar pravijo, da je s tem pridelkom nekoliko težko, vendar ne bodo popustili. No in povprašali smo predsednico, kako se živi to kmečko življenje ali pa to trško življenje v vačah. Ja, življenje na vačah je kar dosti težko, zaradi tega, ker mladi hodijo vsi v službe, v glavnem, in potem ta srednja generacija ali pa še malo starejši, ko vodijo še kmetije, še obdeluje polje, drugače se pa že zelo pozna, da je tudi upad živinoreje, upad obdelanih poljščin, njiv, zelo upada tudi na našem delu. Pokrajina narekuje življenje. Vsako stezico je potrebno poznati, saj pelje v določen kraj, zgolj ta, vmes pa globeli, senožeti. Lahko bi rekel, da tudi krasno urejene njive. Tako sem videl. Morda se motim, pa vendarno, kakšne so vaše kmetije? Prav velikih kmetij na vačah ni, ali po okoliških vaseh so še ena, ki je med največjimi tukaj na vačah, drugače so pa tako povprečje, tam 5-6 glav živine, da imajo, ali pa v bistvu prazne hleve. Gospa Reboljeva, niste samo predsednica, ste tudi pedagoginja. Recite mi in povejte, kako na kakšen način prenašate vse to znanje, vse to ljubezen do tega vašega kraja na mlade, ne nazadnje tudi etnološko dediščino. Tudi en del teh prenašanja kulturne dediščine na mlade je tudi takšna prireditev, ki jo ženske vsako leto organiziramo. Vsako leto si izberemo novo temo, novo kulturno dediščino, nov biser, lahko rečemo temu v kraju, da ga obdelamo in pa potem prenesemo to na mlajši rod. In tudi današnja prireditev, ki smo jo organizirali s pomočjo krajanov in ostalimi društvi, bo en takšen biser, nepozaben dan, kljub slabemu vremenu. Obudile smo Udo, skupno operišče, še iz leta 1860 in lepo vabljeni, kadarkoli pridete na vače, da se tudi ta biser kulturne dediščine ogledate. Za nas kmetiste bi lahko rekel, da je predvsem pomembna kulinarika, saj je nadgrajena in nadgrajuje pravzaprav našo kmečko pridelavo. Namreč tisto, kar pridelamo na polju, je potem potrebno pripraviti za obed, naj si gre za zajtrk, kosilo ali večerjo. No in kako, na kakšen način pravzaprav povezujete to? Se mi zdi, da slovenska kulinarika je zelo bogata. Zelo je bogata in če danes gledamo, da v bistvu ni kosila skoraj brez mesa, se zopet vračamo nazaj, tako kot so kuhale naše babice ali pa naše mame. Odlične jedi se pripravljajo tudi lahko brez mesa, še hitreje so narejene in tudi cenejše. Ali mi lahko te jedi naštejete? Pripravljali smo ričet z kranjsko klobaso, ošenato zelje, lahko je bilo brez klobase ali s klobaso, telečja obara z ajdovimi žganci,
Potem lahko so ajdovi žganci, smo tudi ponudili ajdove žgance s kislim mlekom. Potem še kranjska klobasa z krompirjevo solato. V bistvu tašen asortima in pa vse smo dali zraven domač kruh. No, konec tedna pa bomo bogatejši v novomeškem prostoru dejansko za dvodnevno tekmovanje in sicer zaključek slovenskega pokala v dresurnem jahanju. Velika reč je to, predvsem zaradi tega, ker z majhnimi koraki stopicamo v prostoru, ki mu rečemo dresurno športno jahanje v tem evropskem prostoru. Gre za nekaj, kar je osnova in temelj druženja s konjem. No, in o tem bomo tudi danes pregovorili. Finale pokala Slovenije v dresurnem jahanju na Bajnfu, na našem peščenem tekmovališču, je nekaj, kar smo že dolgo vrsto let pričakovali v tem našem prostoru. Gre pravzaprav za zaupanje, da bomo državno tekmovanje organizirali tako, kot se za to zvrst tekmovanja spodobi, predvsem pa tudi za nivo tega tekmovanja. Namreč v Novo mesto bodo na to dresurno tekmovanje prišli vsi najboljši jahači, predvsem pa tisti, ki to zvrst jahanja negujejo že dolgo vrsto let, saj gre za tradicijo in gre za tekmovanja, ki se jih moraš udeleževati preko vsega leta. V slovenskem prostoru ima konj svoje mesto, vedno jo je imel, tudi naši lipicanci recimo, ampak lahko rečem, da se je znotraj tega prostora organizirala skupina, ki neguje predvsem dresurno jahanje. Dresurno jahanje, kot vemo, ima za uporabo, bi temu lahko rekli, konje, ki so nekoliko starejši, predvsem zaradi tega, ker je delo z njimi tako dolgotrajno. Če pri drugih zvrsteh jahanja lahko uporabljamo konje od 4 let naprej, pa seveda za takšno dresurno jahanje tudi take konje lahko uporabljamo, ampak ne moremo računati na to, da bomo z njimi dosegali vrhunske rezultate. Vrhunske rezultate konji v dresurnem jahanju dosegajo tam stari 18 let in mogoče več, in tudi v letošnjem letu na olimpijadi smo imeli recimo konja za menda kar 20 leti staža. Gre za to, da morata jahač in konj doseči sinergijo ali sprego, bi temu lahko rekli, da lahko premagujeta v najboljšem ritmu vse tiste elemente, prvinske elemente, ki mu rečemo osnova jahanja. Ne samo za to. Gre tudi za to, da bo na tem tekmovanju v petek in soboto moč videti delo konja ob glasbi. Torej, konji bodo skupaj z jahačem poskušali doseči sprego ne samo konj in jahač, ampak tudi glasba in na to glasbo zaplesati vse tiste prvine, ki v dresurnem jahanju veljajo veliko. Ne bom govoril samo o pirueti, ki jo poznate, tudi ne o stranhodih. Rad bi rekel, da je začetek in konec tistega, čemur rečemo dobro jahanje, set na konju, da je
potem hod tisti, ki ga je potrebno obvladovati, potem so tu elementi kasa, sedečega in lahkega jahanja in pa potem galop. Vse skupaj povezano v neko sprego, ki rečemo sinergija konja in jahača, potem na koncu da neko tekmovanje, da možnost za tekmovanje, kdo bo to opravil najboljše. 3 sodniki to ocenjujejo in predvsem bi lahko rekel, da element za elementom v prvinskem smislu ocenjujejo od lažjega k težjemu in išče se tudi v nalogah pravzaprav ta težavnost obvladovanja samega konja. Včasih, ko še tega nisem razumel, pravzaprav niti nisem vedel, kaj je, bomo rekli, razumeti konja in jahača, ampak danes pa lahko rečem, da je še samo rahel gib na konju lahko usoden za dosego končnega rezultata. In prav zaradi tega je potrebno, da se ti elementi jahaških veščin pravzaprav spravijo v red. Finale pokala Slovenije v dresurnem jahanju bi lahko rekel, da v našem kraju pomeni, da bomo s konjem živeli še dolgo vrsto let. Nekateri bodo rekli, pa to je martranje konja. Jaz pa povem, da se diverziteta v nekem določenem prostoru dogaja samo v takem primeru, ko mi tisto nekaj potrebujemo za svoje življenje. Če tega ni, potem se tudi smisel druženja recimo s konjem lahko zgubi v tem našem primeru. Da je pravzaprav ponekod pri vsem rejah smisel tega konja pravzaprav lahko podati samo skozi delovne sposobnosti tega. In ko smo v zadnjih dneh gledali v Avstriji recimo delo z Haflingerji, smo jim lahko zavidali predvsem to pripravljenost spoštovati samega konja do konca in ta konj je opravljal, lahko rečemo, vse elemente, ki jih v konjeništvu poznamo. Tudi kasaške dirke s Haflingerji so imeli. Ampak ker nimamo teh posnetkov, bi lahko rekel in nadaljujem samo s tem našim dresurnim jahanjem, ker bi pravzaprav morali stopiti skupaj v zaščito in obran konju. Namreč konj svoje mesto znotraj pridelovanja hrane zgublja. Smisel se zgublja s tem, da je to izjemno drago, ampak predvsem v zaščiti te različnosti v tej naši pokrajini, na tem našem svetu in pa v sospregi neke moči, lahko rečemo socialne, sociološke moči samega konja in človeka, tu pa bi lahko rekli še marsikaj. Ne gre samo za te naše tekmovalce, ki zagotovo konja imajo radi, ampak gre predvsem za to, da konj vse večji smisel dobiva v tem sociološkem smislu, da je pravzaprav impozantna žival, ki očisti, lahko rečemo, marsikakšnih neumnosti. In takrat, ko mlade peljemo na pota življenja, je izhodišče druženja s konjem pravzaprav nekaj, kar daje lepoto in smisel samemu življenju. Veste, ne samo po sebi, ampak razumevanju tega. In predvsem poskrbeti za konja ni tako kot muca ali kuža doma, ki ga lahko pusti svoji mamici, ampak je potrebno dnevno z njim živeti, dnevno z njim ustvarjati, ga voditi na sprehode, ga krmiti, mu čistiti in tako naprej. In tu znotraj se mnogo česa naučimo. Torej, finale pokala v dresurnem jahanju, slovenski pokal, je to konec tedna na Bajnofu. 2 dni bo to tekmovanje potekalo tako, da si ga boste zagotovo lahko ogledali. Ob koncu pa lahko rečem, sami sebi ozlajšamo dan. S praznikom, ki je etnološko obarvan in del nas, ali pa s trdim delom, kot je dresurno jahanje, in s pripravo tekmovanja, ki je povsem enako, kot kje v velikih evropskih mestih.